Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kakšni dogodki se bodo odvijali v tem času? Zdaj, kar nekaj dogodkov smo imeli, Prešerni teden smo ga poimenovali v Žirovnici, torej to so bili od 30. do 8. februarja, so se zvrstili kar nekaj dogodkov, recimo otvoritev razstave Valentina Omana tukaj v Čopovi rojstni hiši, pa smo imeli nastop koncert, torej tam druge v Čopovi rojstni hiši, pa otvoritev razstave danes v kulturni dvorani, ampak 8. februar je pa tisti čas, tisti dan, ko vse vasi pod stolom tukaj zaživijo. Torej, kot vedno, kot vsako leto pripravljamo pester nabor nekih kulturnih, zabavnih in informativnih dogodkov v sklopu tradicionalnega pohoda po poti kulturne dediščine Žirovanca. Zdaj, kaj vse se bo dogajalo, začeli se od 8. ure pa vse do 16. se bo trajalo, vse torej hiše na poti kulturne dediščine so brezplačne, odprte za obiskovalce. Obiskovalci so vabljeni, da si pogledajo vse te nove razstave, stare razstave in vstopijo v hiše. Poleg tega pa pri vsaki hiši prirejamo dodatno neka dogajanja, ko bo recimo pri Čopovi rojstni hiši bo prikaz Gutenbergove tiskarne, fotostojnica bo, na ogled bo, torej, kot sem omenil prej, ta razstava Valentina Omana, pri Finžgarjevi rojstni hiši bo nastop Lajnarja, pri Čebelnjaku Antona Janše si bojo obiskovalci lahko poskusili med, torej naših čebelarjev, pri Jalnovi rojstni hiši Tržnica. Mogoče ena novost je to, da Prešernova rojstna hiša je zaradi obnove trenutno zaprta, ampak kljub vsemu se bojo obiskovalci v Vrbi lahko obiskali tržnico, ko jo pripravljamo, na voljo bo priložnostna razstava na prostem, kjer bo prikazan, kako je potekala obnova Prešernove rojstne hiše, celotne domačije, nastopi raznih glasbenikov, Eve Peter, cel kup dogajanj, ampak mogoče pa tisto, kar je pa zanimivo, novost v tem letu je pa to, da bomo pred Vrbo, torej pred Prešernovo rojstno hišo, bojo obiskovalci kljub vsemu si jo lahko ogledali, vendar virtualno, s pomočjo 3D virtualnih očal, bojo obiskovalci se lahko sprehodili skozi Prešernovo rojstno hišo in na ta način jo obiskali. Ker je zaprt. Tako je, ja. Ob 13. uri je v Vrbi torej proslava osrednja, na kateri ima naš župan pozdravni nagovor. Slavnostni govornik bo državni sekretar Ministrstva za kulturo, gospod Vidmar Čelik. Potem je pa še recitator, je Domen Valič tokrat, naše kulturno društvo dr. France Prešeren ima kulturni nastop, pa še nastop Monike Avsenik. Predvsem pa še to, ne pozabim, vabimo vse naše pohodnike, obiskovalce, da pridejo k nam in naj se obnašamo trajnostno, pričakujemo velik obisk, zato spodbujamo že vse, da mogoče pridejo k nam z vlakom. Slovenskim železnicam smo uredili nekaj izrednih postopov tukaj v Žirovnici, tako da je še več teh možnosti za izstopov, vstop tukaj. Ampak tudi vse tisti, ki pridejo z avtomobilom, ne skrbite, imamo tukaj naše gasilce, ki vas bojo usmerjali na prosta parkirna mesta. Pa še to, prineste svoje lončke, ker imamo pri vsaki svojim lončkom boste deležni brezplačnega toplega napitka pri vsaki hiši. Če pa nimate svojega lončka, pa smo za vas pripravili zanimive lončke z novimi podobami Prešerna, Kranjske čebelce in lahko kupite pri Prešernovi rojstni hiši ali pa pri Čopovi rojstni hiši. Kakšen obisk pričakujete? Mislim, da smo zmeri presenečeni, koliko se obiskovalcev zgrinja. Kaj pa vem, težko rečem v številkah, ampak vedno je pestro, se pravi, to je res dan, ko se zaživi. Mečkaj pa seveda odvisno od vremena, ampak v Krven smo naročili dobro, tako da tudi je za vreme poskrbljeno.